No, niso to samo nekateri strokovnjaki, vsa stroka se strinja s tem in mleko je bogato prav zaradi tega, ker vsebuje dejansko vsa hranila. Ne samo zdaj tista glavna, o katerih največkrat govorimo pri mleku, to so beljakovine, potem so ogljikovi hidrati, maščoba, pa kalcij, to največkrat se izpostavlja pri mleku. Mleko vsebuje še vsa druga mikrohranila, od vitaminov topnih v maščobi, vitaminov topnih v vodi, do celotnega spektra mineralov in to v zelo dobrem razmerju in obliki. In zato pravimo, da je popolna hrana in je popolna hrana. Jaz zelo rada rečem, da je ta naša deželica kot Disneyland, zelo majhna in imamo čisto vse. In kaj ima to veze z mlekom? To, da imamo majhne črede, da pravzaprav imamo ljubiteljsko vzrejo živali proti nekim drugim velikim državam. Se pravi, da so živali boljše rejene, boljše gojene, v lepšem okolju, da je pot od živali, mleka do mlekarne kratka, kar je pa za surovino, kot je mleko, izjemnega pomena. Zato, ker je občutljivo. Mleko je zelo občutljivo, je biološka tekočina, s katero ne moremo grdo delati in čim delamo z njo grdo, pravi, da se zelo prevaža, zelo pretaka, prečrpava, stoji, hladi in tako naprej, ogreva, potem zgublja na svoji kakovosti. In v tem pogledu je pri mleku lokalno mleko sigurno kvalitetnejše kot tisto, ki ga dobimo od ne vem kje in naredi tako in tako pot. Pravzaprav prednost vsega tega našega, kot jaz pravim, je to, da mi pri nas vidimo živali, ki so odzunaj, ki so na paši in to je prednost. Naše proizvodne hrane, lahko rečemo, v katero spada pa tudi mlekarstvo, ki imamo pa res dolgoletno tradicijo. Za mlečne izdelke je izjemno pomembno, kakšna je surovina. Iz slabe surovine ne moremo narediti dobrega izdelka. In kaj je pri mleku še zelo specifika, da je vsak dan nekoliko drugačno, zato ker je odvisno od počutja živali, od polne lune, prazne lune, od dežja, od sončka, od rastlinja, ki raste takrat, od krme, od vsega. Tako da v bistvu je ta kakovost res pomembna in daje pečat in prstni vtis vsem izdelkom, ki so narejeni potem iz tega mleka.